Evo, da še jaz komentiram tole dramo Zlatko proti Čaletu, Saletu oziroma obratno. No, to ni samo drama, je že kar mal vojna ratala. Zakaj sploh želim to komentirati? Zato, ker vse skupaj vidim mal drugače, kakor vidijo drugi. In me prav zanima, kako se bo vse skupaj končalo. In me tudi zanima, ali imam prav ali imam narobe, zato sem rekel, bom tole posnel, pa da vam jaz svoje mnenje o tem povem. Tako da gledajte tole do konca. In seveda tudi vabljeni, da v komentar napišete, kaj si vi mislite o tem. Mislite, da imam jaz prav ali da imam narobe. Pač karkoli mislite, pa seveda tisti, ki še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite. No, sigurno vsi veste, da se je ta vojna začela tako, ko je Čale Sale gostoval v oddaji pri enem najbolj znanih, če ne najbolj znan youtuber v Sloveniji, Pero Martiću. Tam je Čale Sale začel nekaj govoriti čez Zlatkota, da ni iskren, da mu ne prvošč, da je slišal neke slabe stvari, ki jih je govoril o njem. Lejte, ne me držati za besedo, da je bilo točno tako, kot sem jo zdaj jaz vam povedal, ampak nekaj v tem smislu je to bilo. No, jaz moram povedati, da na mestu Čaleta Saleta ne bi to nikoli naredil. Rečemo, lejte, če si ti prepričan, da si ti dober, ti ni treba čez druge govoriti. Pa tudi, če ti slišiš, da oni o tebi govorijo. No, če pa že moraš karkoli reči, bi pa rečemo tukaj v tem primeru od Čaleta Saleta pričakoval, da bo rekel, Zlatko je čez mene govoril to pa to, temu in temu. Lejte, razumem pa to, da imajo glasbeniki te zamere med seboj velike. Lejte, jaz sem imel diskoteko in vem, slovenski glasbeniki, ki so hodili k meni, pa ki sem se z njim kaj pogovarjal, lejte, skoraj vsak je poplul vse druge, on je bil najboljši, drugi pa vsi najbolj za način, neki so nepošteno delali in pravljice za otroke. Ko je pa prišel Parni Valjak, pa Prljavo kazalište, pa Bajaga, ta ni pa nikoli čez nobenega nič govoril, zato ker so bili so vedeli, da so dobri in zakaj bi oni druge kritizirali, ne. Tako da jaz mislim, da ga je tukaj Čale Sale mal usral. No in seveda pol je to videl Zlatko in je malo vse skup zameril. Rečemo, jaz drugače nikoli ne kritiziram svoje konkurence. Jaz želim s konkurenco sodelovati, če se le da. Tako na področju SEO optimizacije, katera je glavna dejavnost našega podjetja, tako kot kar se tiče YouTubea. Rečemo, tudi Pero Martić je mene povabil v te njegove vdaje, v to vojna youtuberjev že dvakrat, ne. Tudi jaz ga imam namen povabiti v tale moj nov studio, če bi prišel kot gost, da narediva intervju. Veliko ljudi mi govori, da ima Beat Saver boljše videe kot jaz in mi hoče malo namigati, da sem kaj jezen na njega. Jaz Beata Saverja ne vidim kot konkurenco. Ga pa vidim kot človeka, od katerega se lahko učim in tudi s katerim bi lahko potencialno sodeloval. Mi, da so se enkrat dobila na kavici,
So se tudi pogovarjala o tem, da bi šla na eno potovanje skupaj. Jaz sem predlagal, da ga povabim v Bosno, ker jo zelo dobro poznam, pa kaj skupaj posnameva, pa tako naprej, ne. Meni bi bilo to zelo v interesu, ker vem, da bi se ogromno od njega naučil. Ampak žal do te realizacije ni prišlo, niti z moje strani mi pol nisem nikoli pisal ti, daj povej en datum, kdaj bi šla, niti z njegove strani, tako da tukaj sem tudi jaz mal kriv, ampak jaz se zavedam tega, da mislim, če jaz nimam ogledu na YouTubu, ni moj problem biti sever, ampak sem problem jaz, ker zgleda, da preslabo delam. In namesto da bi njega kritiziral, bom jaz pomislil, kaj vse lahko naredim, da bojo moji videi boljši, bolj zanimivi in da jih bo gledalo več ljudi. Kvečem bi Bita Severja za mnenje vprašal, bi rekel, Bit, ko ti misliš, ko moram jaz narediti, kaj delam narobe, da bom imel več ogledov, ne? Zdaj tudi, če bi mi šel Bit Sever na živce, pa mi niti malo ne gre, ne? Mi na misel ne pride, da bi karkoli čez njega rekel. Če bi mu šel na živce, pa me kdo vprašal mnenje o Bit Severju, bi rekel, lejte, ne gledam njegovih videov, ali pa nekaj tacga, ne. Sigurno pa ne bi kaj čez njega pluval, pa tako naprej, ne. V najslabšem primeru bi rekel, da pač meni všeč, ampak bi poudaril, da pač samo meni všeč, da verjetno drugem pa je, če ima toliko gledov, ne. Saj, lejte, ljudje sej ne sami sebe lagati, ne. Mislim, jaz, če bi rekel, da je Bit Sever slab, da slabo dela, ja, on ne bi mu toliko gledal, ne, tako da jaz bi tu sam sebe lagal, pa to lažil. In Bit Sever je super in vsakemu čas in jaz mu želim, da ima še več ogledov, da mu še bolj gre, pa sem tako tudi jaz več od njega naučil, ne. No, gremo naprej, ne. No, odgovor na Čaleta Saleta je bil ta Zlatkotov video, ki ga je objavil in je podiral vse rekorde. To moramo priznati, da je Zlatko in ekipa, da so to naredili profesionalno, mislim, da so to tako dobro izpeljali, da boljš ne bi mogli. Meni se sicer zdi, ne bom trdil, ampak zdi se mi, da je idejn oče oziroma da ima največ zaslug za to tale youtuber, tale Pici, včasih je bil youtuber s Perotom Martičem, sta imela svoj kanal. Jaz to osebo spremljam že dlje časa in ga vidim, da je izredno inteligenten, tako da jaz mislim, da je vse tako se speljalo, kakor se je. Ima on veliko zaslug. Zdaj trenutno ne bi bil zelo rad v koži Čaleta Saleta, ker v tem videu so tudi Zlatko omenja, da je nadlegoval neke mladoletence pa tako naprej, ne. Tako da zdaj ga ima pol Slovenije za pedofila pa tako naprej, ne. Prepričan sem, da se mu bo to tudi na poslu poznalo. On ima razne sponzorje in sem prepričan, da bojo sponzorji samo, mislim, da bo veliko sponzorjev odpovedalo sodelovanje, ker, veste, te sponzorji se tako bojijo, ne, neke slabe reklame, ne, zato tudi glih jaz nimam nekih
ni veliko podjetij, ki bi želelo z mano sodelovati, glih zato, ker sem mal preveč direkten, povem vse stvari tako, ki mislim, nič ne olepšujem, ne, tle bo pa tudi siguren problem, tako da jaz mislim, da bo Čale Sale zgubil kar veliko sponzorjev, nastopil bo manj, oboževalcev bo manj, tako da ga je Zlatko in ekipa so ga zelo dobro zafrknili, če mene vprašaš. No, je pa zdaj zagotovo je Zlatko in ekipa so dobili bitko, je pa vprašanje, če so dobili vojno. Jaz nisem čisto prepričan. Glejte, veste, kaj se lahko vse obrne? To se je meni velikokrat v življenju že zmislil. Sem rekel, zdaj sem pa zmagoval, zdaj bo pa vse super laufalo. Pa se je fejst na hiter vse skup obrnilo, ne? Tukaj moram jasno povedati, da nisem na nobeni strani. Na nobeni strani nisem z enega čist preprostega razloga. Zato, ker čist premalo poznam to zgodbo. Veste, Slovenci smo taki rad. Šliš 30 sekund enega videa in ti smo slepo verjame in je pol pameten. Jo. Zlorabljal je mladoletence, uno je naredil, tretje je naredil. Glejte, mene so tu 3 ženske obdolžile posilstva in sem to povedal v intervjuju pri Davidu Milosavljeviću in seveda David je pol naredil tiste kratke izseke, ker je on samo rekel, 2 so te obdolžile posilstva. Jaz sem pa rekel, ne 2, 3. Rekel, ajo, 3? Ne? In je bil konc tega klipa in ljudje so pol pisali komentarje. Če so ga pa 3 obdolžile, tu pa ne more biti izmišljeno, ne? V teli moji knjigi si lahko te zgodbe preberete. Kupite jo, pa si boste prebrali. Pa boste videli resnico, ne? In mislite, da bi jaz o tem govoril, če bi bil res karkoli sporenega. Pa nisem budala, ne? Ampak, gledajte, ljudje so me obdolžili. Tako, kot so Čaleta Saleta. Ne bom jaz rekel, da je kdo kriv ali pa da je kdo nedolžen. Ampak, gledajte, dokler ti nimaš kot gledalec malo več dejstev, ne moreš kar enega obdolžiti, da je nekaj slabega naredil. Pa naj bo to v tem primeru ali pa v kakršnem koli drugem primeru. Ne? Tako da jaz se ne postavljam na nobeno stran, zato ker preprosto nisem merodajen, ker premalo vem o tem, pa tudi te rap scene, pa to jaz to nisem nikoli poslušal, nikoli spremljal, tako da o tem čist nič ne vem, tako da bi bil jaz, mislim, bi bilo res nepošteno, če bi se zdaj pametnega delal, da vse vem, pa neko svojo mnenje ven dajal, tako kot ga najbrž drugi dajejo, ne. Jaz sem nevtralen, jaz sem malo na glas razmišljam in ta video bom pol čez pol leta, 1 leto ali pa 3 leta pogledal, pa bom videl, ali sem vsaj približno prav, ali sem se čist motil, ali pač kako je bilo. Zdaj, verjamem, da Čaletu Saletu tole ni zdaj čist nič lušno, ne? Zdaj vprašanje, kaj čist točno je bilo
pa kako je bilo. Z eno družbo sem se o tem pogovarjal, pa so bile mnenje malo deljena, ne. Ne malo, zelo deljena, ne. Pogovarjali smo se tudi, koliko je zakonodaja, s koliko staro lahko rečemo moški 30 let star seksa, če ona privoli. Pa smo nekaj googlali, pa nismo prišli do tega zaključka. Tako da, če kdo to ve, nek komentar zapiše, ki me iz Ferbca zanima, zaradi tega primera, ne zato, da bi se na kakšne mlade punce spravljal. Ejte, prvič, nimam šans pri teh puncah. Drugič, se itak ženskam ne ukvarjam, tako da... Ampak sem pa to omenil, ker vem, da bo spet... Tle bo tudi na ta moj video, to bo taki zanimivi komentarji, da se Bog usmilne. No, tako da Čaletu Saletu mora biti tole kar problem, ne? Glede na to, da ima ženo, tudi tam Zlatko Mena, da ženo pretepa. Mislim, vejte, kako se pa zdaj tu njegova žena počuti, če rečemo, ni to res? Pa rečemo, tudi otrok njegov, ki bo odrastel. Veste, otrocu žlekt bo kdo rekel. Tvoj oče je pa uno na P. Tako da to so resne obtožbe, ne? Tako da zdaj jaz upam, da ima Zlatko močne dokaze, da je to res, ker če jih nima, ga lahko fejst naje. Veste, koliko bo Čale Sale zgubil? In če se izkaže, da Zlatko za to nima dokazov, bo Čale Sale to vse tožil. Siguren ima odvetnika, če ga nima, ga bo dobil. Ne mimogrede povem, da tudi meni ljudje pišejo, ne pol iz takih zadev, ki so tam slišali na unem podcastu, da sem rekel, da so me 3 obdolžile posilstva, pa mi pišejo posiljevalec, pedofil. In, veste, ne, tu vidi 1000 ljudi in 100 jih verjame, da je to res. In imajo mene za vse to, kar sem naštel. In jaz bom tudi, iščem enega odvetnika, ki me bo zastopal v teh primerih. Ne iščem enega glih najboljšega, ker mislim, da so to čisto enostavne zadeve, pa ne mislim nekaj denar stran metati in bom te ljudi začel tožiti. In tisto, kar bom iztožil, bom plačal odvetnika, ostalo, kar bo ostalo, bom dal pa v dobrodelne namene. Nočem nič s tem zaslužiti, ampak glejte, čisto vsak ima pa 5 minut cajta, mi pa ne bo pisal, da sem posiljevalc pa pedofil. Zdaj, malo mi je bilo, na začetku sem si rekel, zakaj Čale Sale ni naredil, kaj več povedal vsem tem, ne? Sem si rekel, jaz bi. Pa ga se, ko sem se pol spomnil. Jaz sem prepričan, zdi se mi Čale Sale tak, da bi z veseljem rad povedal svojo plat zgodbe. Ampak mu je odvetnik prepovedal, da pove, zato ker se hiter mogoče kaj rečeš tacga, ki ti potem na sodišču ni uprit. Tako da jaz mislim, da njegov odvetnik od Čaleta Saleta samo spremlja vse to, kar se dogaja, pa si samo zapisuje, dela print screene in tako naprej, shranjuje vse in bo to fino na sodišču uporabil. In če Zlatko nima ta pravih dokazov, zato ker je rekel, da tepe ženo, da je nadlegoval uno punco, ne bi bil rad v Zlatkotovi koži. Veste, koliko bo Čale Sale zgubil prihodkov? Tako od sponzorjev, kot od koncertov. Pa on ga ne toži samo, on ga lahko še poleg za izgubo prihodkov tudi za duševne bolečine. Ko se verjetno strinjate, da niso mejhne, če te nekdo nekaj tazga obtoži,
kakor so obtožili Čaleta Saleta. Tako da čisto lahko se zgodi, da bo na koncu zmagovalec te vojne Čale Sale in ne samo, da se bomo mogel Zlatko upravičiti, ampak bomo mogel še fejst dobro odškodnino plačati. In bo mogoče Zlatko ga na koncu prosil, tiš Čale, dejva se nikako zmeniti, tu trece, veš, nisem mislil tako, pa pol tako naprej. Mislim, jaz tudi, če bo trdne dokaze, se ne upal utujeti. Oziroma, jaz upam, da se je ekipa Zlatkota tu preden je ven dala, ki je posvetovala z odvetnikom. Po mojem se ni, ker mislim, da bi jim odvetnik rekel, ne, fantje. Jaz kot odvetnikom svetujem ne to delati. Lejte, una punca, ki je napisala tisto, kar je napisala, ne rečem nič, ali je res ali ni res, pojma nimam. Pa gledajte, če Čaletu Saletu ne bojo dokazali, da je bilo to res, vemo pa, da je to težko dokazati. Pa da je to edini dokaz, ki ga ima Zlatko, pa mu Zlatko hud problem. Pol je pa še ena stvar. Zakaj jaz nikoli ne bi naredil nekaj tacega, kot je to naredil Zlatko? Glejte, Čaleta Saleta so fejzaja, fejz so ga. Glejte, Čale Sale ne bo to nikoli pozabil. In ni dober enega človeka tukaj zelo zajebat, ker bo cel življenje jezen nate. In bo samo gledal, kje ti bo lahko škodoval, kako se ti bo lahko maščeval. In veste, da če se en človek 100% zamisel, da bo enemu škodoval, pa govorimo tudi na čist legalen način, se to da narediti. Se to da narediti. In jaz, če bi bil že na koga jezen, pa da bi bil dolžan, ne vem, da bi mi nekaj slabega naredil, pa da bi bil nekaj dolžan, sej maščevanje je sladko in bi mu jaz tudi rad vrnil. Ampak jaz bi mu vrnil samo malo. Ne, če bi bil jaz ta Zlatko to vmes, ne? Jaz bi mu mečken vrnil. Posnel bi ta video, spustil bi te mladoletence, probal bi mu dokazati, da ima lahko tudi moj video veliko gledal in da ni glih čist največji car. Ampak da bi nekako tako izpalil, da mogoče čez par mesecev se pa pokličeta, pa gresta na pir, zakopljeta bojno sekiro in obedva veselo delata naprej. Glejte, zdaj pa, glejte, ni dober, če en človek je jezen nate in 24 ur na dan misel, kako te bo zaja. Eni se tudi sprašujete, pa pametujete, da je tu dogovorjeno vse skup. Ker je Damjan Murko povedal, kako se tam z enem zmenil, da ga bojo pretepli, pa so vsi mediji na to nasel, pa to. Lejte, moje osebno mnenje je, da tole ni dogovorjeno, ker če bi jaz bil na mestu Čaleta Saleta, bi rekel, aj, dogovorva se, da se skregava, ampak lej, tule mladoletence, pa te stvari, pa da ženo tepem tu pa ne bova tlele umenjala, ne? Ker lejte, tukaj tudi šliš 500 000 ljudi. In 100 000 jih bo to verjelo. Pa čeprav bi pol obedva se skup posnela, pa rekla, lejte, samo zajebavala so se, nič ni res. Tako da tole je moje mnenje. Moje mnenje je, da zmagovalec niti približno ni znan. Je Zlatko dobil bitko, ampak da je pa dobil vojno, je pa daleč od tega. Lahko se zadeva čisto obrne. Glejte, tudi
Vojna v Ukrajini se je čisto obrnila. Jaz sem 2 leti nazaj mislil, tole bojo Ukrajinci zmagali za hec. Evo, kako gre zdaj. Tako, kot sem rekel, na nobeni strani nisem, ker ne poznam dosti dobro te zgodbe. Vabim pa vas, da še vi svoje mnenje napišete tukaj v komentar, pa seveda tisti, ki niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite. Hvala za komentar, hvala za like, pa hvala za naročilo na moj YouTube kanal, seveda še bolj hvala pa tistem, ki ste že naročeni. To je to od mene, adijo.